Da ponovim, lepo pozdravljeni. Na začetku sem rekla, ko sem morda še ni slišala, da predavati iz naslonjača je pa kar zabavno. Bom poskušala kdaj tudi v razredu prakticirati, človek je sproščen, kljub temu, da je na odru, ampak je kar posebna izkušnja. Prvič, ena ni nobena, sem zadnjič slišala, eno novinarko na radiju, je pa odličen začetek. Tako da morda res poskušam še večkrat. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Bralnice pod Slamnikom, prej sem se zagledala v tale klobuček tukaj in moram komentirati, da sem vedno rada povabljena in da vedno rada tudi sedim med vrstami na manj udobnih stolih. Ko poslušam predavanja in se izredno veselim vedno sodelovanja med recimo da nami praktiki, umetniki besedne umetnosti. Če bom pripeljala v današnje srečanje še učence iz razredov, ker se bom zelo potrudila. Tile plonk listki so samo zato, ker sem navajala v svojem predavanju izjave otrok, na podlagi katerih bomo lahko gradili morda neke nove začetke, vsaj jaz bi si to želela. Če pa se vrnem k temu rumenemu klobučku, zakaj mi je tudi tale logotip in bralnice pod Slamnikom v teh čudovitih barvah sploh všeč, ker je tale klobuček rumen. Jaz se pa izredno rada pokrivam s klobučki, ampak tako kot danes mladi veliko stvari počnejo virtualno, se tudi jaz s temi klobučki pokrivam virtualno. In sicer, če so komu poznani, naj omenim, ker se bom med predavanjem večkrat pokrila s kakšnim klobukom, pa tudi vas povabila, da se, to so Debonovi klobuki, torej 6 Debonovih klobukov in ni naključje, da so bralnice pokrite s Slamnikom, ki ima rumen klobuk, ker to je pa ena pozitiviteta, nekaj iskati dobro v vsem in jaz mislim, da smo tukaj vsi zato, da to res počnemo ali pa saj verjamemo v to, da vse, kar delamo, je dobro. Ja, res je, predavanje ima naslov kar neki. Tole bi znalo biti na začetek, kar bom rekla, dosti provokativno. Zdaj, festival oziroma srečanje je namenjeno, da iščemo čar pustolovskih zgodb in pa zgodovinskih zgodb, jaz pa takole predrzno kar neki. Ampak tako kot velikokrat rada, nekaj, kar se sliši na prvi pogled kot negativno, se pravi, če se vrnem malce k klobukom, s črnim klobukom, je vedno zame samo možnost in priložnost, to bom danes verjetno večkrat povedala, ker je tudi poanta tega mojega predavanja ta, da majčkeno spremenimo, pa v bistvu lahko se hitro pokrijemo z rumenim klobukom. Jaz mislim, da moramo danes tisti, ki delamo z mladimi, zelo verjeti v to, da je velikokrat na prvi dotip ali pa prva informacija kot nek obrambni mehanizem, morda bi si upala celo trditi, kar neki, to se sliši danes velikokrat. Majhna sprememba, saj kar neki je lahko tudi kar neki, bom danes poskušala povedati. Dalja je v mojem naslovu, moram po pravici povedati, da te besede do nedavnega nisem imela v svojem besednem zakladu. In ko sem jo slišala, priznam, tako kot vedno rada pred otroki to počnem, se posujem s pepelom ali pa priznam neke svoje napake, sem najprej šla pogledati v SSKJ, pa sem rekla, Anita, poglej, kaj pa je to Dalja. Seveda se rešujemo z vsemi izkušnjami in besednim zakladom, glede nekaj, kar je povezano, oddaljeno od nečesa. Ampak sem rekla, grem pogledati, v čemur tudi vedno otroke navajam. In seveda, kje druge sem jo prebrala, oziroma kje druge sem jo srečala, če neko sem brala. Ker je tako poanta, da je branje namenjeno predvsem nečemu, kar otroci zelo hitro povejo. Mene to včasih zelo zmoti. Zelo jih vedno posiljujemo s to bralno definicijo, pa dajte brati, da boste imeli več besednega zaklada. Dajte brati zato, da boste doživeli sebe, da se boste raziskovali, da boste spoznavali, da si boste krajšali z neko zgodbo časa, da bo branje neka pustolovščina. Ja, seveda, je pa tudi besedni zaklad. Jaz sem seveda to besedo našla, kje druge, če ne, pri Tonetu Pavčku. Najprej sem mislila, da je kakšna skovanka, ker je on tudi znal se poigravati seveda z besedami. Pa kot sem že rekla, jo našla seveda v slovarju, niti ni toliko pomembno, ampak sem jo uporabila za izhodiščno besedilo
Ko sem po prebrani zgodbi pisala didaktično gradivo Dečka Brina na domačem kolišču. In zdela se mi je v naslovu pesmi Srečni otroci tako provokativna temu dečku, no, ki je se tako boril, ne, s tem sadom prezgodnega spoznanja, če malce citiram Cankarja, ne. Srečni otroci so pa ena taka nostalgija in jaz sem si dovolila, ne, zraven, da če eno meni osebno malce nostalgično, ampak tako zelo ljubo, ne, vedno pogledati ilustracije Jelka Reichman, teh čudovitih obrazov, ne, pa če se vrnem k naslovu Pustolovščine, ne, kdo si upa uloviti še neko kokoško, ne, igramo se živalmi na prostem. Skratka, zdaj bo morda kdo izmed vas rekel, no sej prav mlada ni, no, ne, stara pa spet ne toliko, da bi verjela, da so to danes otroci, s katerimi dela v razredu, a ne. Ampak jaz si bom dovolila prebrati, že zato, da ne bo to moje darilo, poleg vsega, kar bom povedala, sodeč iz izkušenj, še ena malce umetnosti, lepe besedne umetnosti. Tone Pavček, Srečni otroci. Srečni otroci žive med resničnostjo in fantazijo in po neskončni sinini hite za neizpolnjeno čarovnijo. Njihov korak je majhen, a čvrst, mika skrivnosti jih in dalja. A kadar je treba, iztegnejo prst na golega kralja. Čez dan se zemlja vrti okrog njih, kakor krog sonca in srečo medne deli kakšna prijazna pika polonca. Zvečer so trudni in brez besed padajo staršem v naročje, gledajo božji svet kot modreci po otročje. In če si zdaj, no, meni ta pesem vzbudi, kot sem že prej omenila, eno nostalgijo, se pravi en čas brezskrbnega otroštva, ne. Ne vem, kam je šel ta verz, zvečer so trudni in brez besed padajo staršem v naročje, ne. Kako danes preživljajo svoj čas zvečer, kaj je tisto, ali pa brez česa ne morejo zaspati in podobno. In če si sebe predstavljam pred tablo, a ne, s to pesmijo, ko bi želela obuditi, a ne, neko brezskrbno otroštvo, pa pričarati, ne, eno tako empatijo ob tej čudoviti fotografiji oziroma sliki, bi verjetno, oziroma vsaj na začetku, ker se res velikokrat počutim, ko ustvarjam nek bralni dogodek, dobila v odgovor tisto, kar je pač bil začetek, ne, mojega predavanja oziroma kar je naslov, ne. Zelo hiter obramben mehanizem, a ne, kar neki, ne, mislim. Ampak jaz v bistvu se res ne dam, no. In tudi, če je odziv takšen in iskreno povedano je, a ne, preberejo otroci nekaj, mi vidimo o tem veliko več, a ne, kakor vidijo oni, in to se mi sploh ne zdi nič narobe. Ker imamo mi seveda svojo kilometrino, imamo bralne izkušnje, smo boljši bralci, pa predvsem tudi vemo, a ne, kam in kako jih pripeljati, da bodo drugače gledali na kakšne stvari in ne imeli tega obrambnega mehanizma kar nekaj, ampak da bodo raziskovali. In če se spet navežem malce na klobuke, danes sem že povedala, pa bom še enkrat, pa verjetno še enkrat, ne, vsako izhodišče sprva, ne, ki bi znalo voditi v neko tarnanje, saj niso z ničemer zadovoljni, saj ne vejo več, kaj so vrednote, saj nimajo nobenega časa, saj so tako ves čas za računalnikom, a ne. Tudi jaz sem na začetku velikokrat tako počutim, ampak kot pravim, ne, dajmo vedno izkoristiti pa obrniti v zelen klobuk, pa narediti iz tega nekaj. In v nadaljevanju sem jaz čisto slučajno, ker se pa vedno pripuščam v delu z otroki ali pa kadarkoli pripravljam, tako kot sem pripravljala torej gradivo za današnje predavanje, tudi ko pripravljam učne liste ali pa kako je obravnavala to literarno delo ali pa kaj naj počnem po tej zgodbi z njimi, se vedno vprašam in tako kot je bila tudi napoved, ne, iščem ta stičišča, kje se lahko srečamo, ne. Kje se lahko srečamo, torej jaz sem tem znanjem, oni s tem na prvi pogled kar neki, in pa seveda avtor zgodbe, zgodba sama, literarni junaki, a ne. In tako sem tudi začela razmišljati, no, kaj zdaj hočeš povedati, Anita, s tem kar neki, a ne, kar mi je bilo na prvi priklic, ne, danes bomo brali pa neko pustolovsko zgodbo, ne.
veste, zanimivo bo, ne. Dogaja se v gozdu in tiste obraze, ki čudno gledaš, ne, kje jih boš dobil, kje jih boš ulovil, ne, ali jih že imam, ali jih še nimam, ne, ali koliko moram še narediti, ne, da se srečamo. In dejstvo je sledeče, a ne, da ko se vprašam potem, kaj pa je pol pustolovščina, če je tisto prej kar neki, na prvi pogled, da se razume, ker vedno pa verjamem, ne samo da želim, vedno verjamem, da jih od tistega začetnega kar neki lahko potegnem, ko se srečamo, pa lahko čarovnije delaš kot mentor branja. Ne? In v to ne sem, da želim verjeti, ampak tudi verjamem. Ja, na tem ne bi izgubljala besed. A ne? To je pač dejstvo. A ne? To je, če se vrnem k Debonu, bel klobuk, podatki. A ne? Vemo, kako izgledajo, vemo, kje so. Vemo, ne? Imela sem še eno boljšo fotografijo, ko so sedeli tam na klopci, a ne? Pa so imeli vsi rolke na nogah, a ne? Pa so bili vsi v vrsti s telefoni v rokah. A ne? Da se lahko je bila pauza, ampak je zanimivo, da je bil med pauzo telefon, tako kot je pri pouku med odmorom, sploh zdaj v tem COVID času, ko so bili tako mehurčkasto zaprti, in pa smo rekli, pa dajmo jim vsaj neki, pa ne imajo telefon. Mislim, zanimivo, kako hitro smo predali to igro. Torej, ta situacija, kot vedno rečem, me ne zanima, je pa res, da sem enostavno si postavila potem v izziv, se pravi, kar tisto, kar je slabo, kaj lahko to izziv zame, ne? Kaj lahko naredim, kako lahko vse to, torej, kar vidim, ali pa vse te stvari njihove, ki jih počnejo vsak dan, jaz lahko izkoristim pri nekem bralnem dogodku. In meni osebno je vedno izziv, tale na začetku morda svetilka žarnica, ki je sicer še ne sveti, en tak zmečkan papir, ampak je pa rumena, ne dovolim si te ujetosti, magari ta steklen pokrovček, ali pa da delujem tako nemočno, čeprav velikokrat se znajdem v tem položaju, kar nekaj, saj jih tako ne znam premakniti, saj ne moreš te borbe dobiti, ali pa te igre. In ko sem se potem tako vprašala, pa kaj pa je zdaj pustolovščina sodobnega časa, kaj je njim pustolovščina, je seveda vse te naprave, ki jih imajo v rokah in predstavljajo eno veliko pustolovščino. Pa spet, nočem verjeti, lahko dobim to. Torej, zanimalo me je tisti trenutek, pa še tako je bilo, da to je bilo dejansko v soboto, ko sem se pripravljala, ura je bila 3, pustolovščina sodobnega časa, ko se dobesedno iz sobe mojega otroka, ki je star 18 let, sliši, ja, dej, sem gor, pej, tle gor sem, spet igra igrice, mislim, slepice pred tem je iluzorno, in popolnoma brez veze in potem nekaj čakamo, pa dej, Anita, vprašaj jih, zakaj pa raje igraš igrico, kakor pa bereš, S tem na prvi pogled vem, ampak jaz vedno vem takrat, ko mi oni povejo, ker vse to, kar jaz vem, ja, vse ima vrednost, seveda, ampak mi je vedno bolj zanimivo, če to slišim od njih, In dobra plat šolanja nadaljavo in te tehnologije je takšna, da sem jaz v skupino, ko smo povezani z nekimi kontakti, konkretno Viber skupino napisala, lahko imam eno malo prošnjo, mi lahko odgovorite na eno vprašanje, zunaj je bil krasen sončen dan v soboto, sicer je pihalo, ampak je bilo sonce, zakaj, navedite mi nekaj razlogov, zakaj raj igrate igrice, kot pa berete, In ja, mislim, da ni bilo 15 minut, jaz sem potem šla pralni stroj oziroma cunje z pralnega stroja, pridem nazaj, pogledam in vidim koliko objav, začnem gledati, sem rekla, kakšen hiter odziv, seveda, normalno, ker imajo še telefon v rokah. In 32 objav je bilo v 15 minutah, 32 objav, Zdaj, če da ne bom pogledovala nazaj, ker bi jih rada komentirala, si bom dovolila tale plonk listek. Seveda, absolutno črn klobuk, človek je zgrožen, ampak če tako na hitro, da ne bom brala, prvi, ki je prišel, in jaz sem ga res zapisala, kaj bom pisala tako, kot bojo prihajali. Igrice so bolj zabavno, ker je vedno neka nova vsebina. Čakamo, a v knjigi pa ni, ali kaj. Bolj se vživiš v karakterje. Sem se začela že kar smejati, Rekla pa, za božjo voljo, a veste, koliko se jaz vživim v karakter, ko berem knjigo, in koliko karakterjev imam kar pred sabo ves čas in še razmišljam o njih in tako. No, pri tretjem potem
V igricah si lahko popolnoma nekdo drug, no tam sem pa rekla, čakajte, zdaj tole pa ne bo šlo več, to pa ne morem več, tega pa ne morem več sprejemati, ne. In sem se že nasmehala in sem si rekla, dobro, zdaj boš pa ti, Anita, tole malo izkoristila, a ne, in jim boš v ponedeljek, bomo mi naredili eno tako uro, ne, raziskovalno, da mi oni to malce bolj razložijo, oziroma ali pa da jih dam vsaj ene proti drugim, ne, kdo so torej tisti, ki raje berajo in ne, popolnoma se podpišejo po te prve 3 alineje, oziroma seveda pripadniki igranja igrica, ne, ki pa seveda to vidijo samo v igricah. Ne. Ja, sledile so potem še naprej navedbe, ne, kot naprimer lahko se bolj sprostiš, no to bi verjela, ne, čeprav jaz, zame je bila za napor, ne, ker itak nisem nikoli dobra, izgubim koncentracijo, itak sploh se mi zdi, da ne znam ne se obdržati pri življenju ali pa karkoli igram, ne, že čist en volanček me uniči, ne, avto sicer vozim, ampak tam je vse drugače, ne. Ja, ne, seveda, primerjano igranje igric, ne, ali pa branje knjige, ne, branje knjiga zahteva fokus, neko pozornost, ne. Čeprav jih spet ne razumem, ker jaz vem, da so tam čist noter, ne. Jaz ko stopam v sobo, jaz jih vidim, kot to ni sveta okrog njih, jaz sem ta in ta, a ne. Dobro, mi je bilo zanimivo, a ne. Vsaka igra je drugačna, vsaka igra je nova preizkušnja. Kje so se zgubili, rečem, ne. Mislim, v knjigi pa ni, ves čas se mi je to, ne, pojavljalo, ne. Dobro, moraš prilagoditi se nasprotnikom in najti luknjo, ne. Tukaj sem pa začela potem že razmišljati, pa sem rekla, ne, sej, kako čem jim, ne, ves čas nagajati, oziroma jaz se vedno rada igram z njimi, ne, v živo. Se pravi, luknjo, ta je dobra, sem si mislila, ne. Se pravi, hočejo raziskovati, hočejo torej v nekih gradivih ne samo odgovarjati na moje vprašanja, ne, ampak da jim tako postavi, da ne bodo morali tako kot v igrici, ne, nekaj rešiti, pride do nekega bistva, ne. In to me je potem vodilo še naprej, ko so mi postavili odgovori pa še bolj zanimivi, a ne. Primerjaj se lahko z drugimi, želiš biti boljši od njih, ne. Sem rekla, wow, ne, dobro, še več tega primerjanja, ne, tekmovanja z njimi, lahko narediš na stotine stvari, ta me je zelo se dotaknila. Biti slab v igrici je samo večja motivacija, da se izboljšaš. Ki sem jaz zgubila njih, ne. V bistvu motivacija potem, da si še boljši bralec, ne. Tole pri knjigah lahko samo bereš in slediš zgodbi, ne, to me je tudi tako razžalostilo. Sem rekla, pa dobro, pa kje so se zgubili, ne, brati samo slediš zgodbi, a ne. In to je tisto, ne, kar, če se vrnem nazaj, dogodivščina, pustolovščina sodobnega časa za telefonom, a ne, jaz sicer priznam, ampak potem hitro spet obrnem, kaj lahko naredim, a ne. Ta fokus je izredno oslabljen, a ne. Na primer, mi smo zadnjič bili sedmošolci na gradu Snežnik, pa jim je kustosina rekla, dajte si samostojno pogledati te 3 sobe, pa se potem dobimo v 4., ne. In dobimo se v 4., ne. Več kot polovica otrok je šlo kar četrto, sem rekla, pa grem pa jaz za njimi, me zanima, kaj bodo tam počeli, ne. Ker recimo eno nadstropje nižje niso mogli stopiti v sobe, ker so morali stati za vrvjo, tukaj so pa lahko raziskovali, ne. In jih gledam, ne, dobesedno komravljce, samo po površju grejo, ne. In pogledajo in že čakajo, ne. In velikokrat jaz občutam in sem v bistvu, ja, me je po resnici povedano, ne, moram priznati, da to je črn klobuk, me žalosti to, ne, da mi recimo tudi po prebrani knjigi, ne, ko bi jim jaz rada z bralnim dogodkom omogočila neko izkušnjo, ki bi jim jo dala zato, da bi naslednjič, ko bi samostojno brali, a ne, na tak način raziskovali, kot to jaz počnem z njimi, da enostavno ostajajo tako na površju in mi rečejo, ja, učiteljica, no, pa kakšno vprašanje vi postavljate, ne, pa to smo mi brali, to sem jaz prebral že prejšnji teden, ne. Okej, ne. Skratka, to je malce zaskrbljujoče, zato bom potem našla tudi nove rešitve, no, oziroma rešitve iz teh črnih scenarijev, če so, no. Igraš lahko s prijatelji, da gre malce naprej, no. Na spletu lahko gledaš boljše od sebe, spoznavaš nove ljudi, pa zakaj ni še nihče naredil neke aplikacije, ne, bi brali v živo eno, pa bi se spoznavali med sabo, no, vse so forumi pa vse to, ampak se nekaj, to bi bilo treba narediti, ne, Anita poskusi, ne, in sem že v spletni učilnici
v ponedeljek dobesedno dala en odlomek, beremo skupaj in komentiramo v chat. Zakaj ne, da vidim, kaj bo nastalo. No? Večje igrice imajo profesionalno sceno, lahko navijaš za svojo ekipo. Ne? Morda res premalo, a ne vsega, da bi jih zmotiviralo, da bi gledali tudi naprimer boljše bralce ali pa da bi bilo tega v medijih, ne, ali pa nekih medijskih predelavah njim bližnjih več. Samo zelen klobuk za kreativnost. Ne. Ko pa dobiš odgovor nekoga, ker potem tako je pa ena napisala, ne vem, jaz ne igram igric, jaz raj berem. Zakaj ne napiš, zakaj rajš bereš? Ne? In ona ta ista ni odgovorila, no potem zvečer pa dobim, ne bom brala, ker tukaj se mi zdi zelo pomembno, tista mehka veščina, ne, ni odgovorila takoj, nisem imela časa, ne, sončen dan je bil seveda, logično. Potem je komentirala izjavo sošolke, ne, da je sicer ne razume, ker je rekla, da večina otrok bralno izkušnjo dobi tako slabo na začetku na podlagi prvih 5 prebranih knjig, pa da je pretežko to v knjižnico, pa potem raziskovati, veš, koliko časa gre za to. Ne. Ona pa je rekla, da gre rada v knjižnico. Ne. In tisto, kar je bilo meni zelo zanimivo na koncu, ne, nekaj sekundno razmišljanje sem strla v tako mnenje. Ne. Mislim, da ne rabimo dobre plati branja v tem primeru raziskovati. Ne. Slabo, jaz sem si rekla 13-krat da, gremo v naslednji krog, ne predam se. Ko sem potegnila črto, sem si rekla, ko berem, igram igrice, sem vse, kar si želim. In eni in drugi, se pravi, ja, seveda na meni je tisto, da ustvaram torej neko bralno pustolovščino, neko pustolovščino bralnega dogodka, da jih po krajših besedilih, z krajšimi besedili, ali pa z nalogami, ali pa z nekim dodatnim delom, torej izkoriščam to, kar oni meni omenjajo, da je dobro pri igricah, jaz bom pa poskušala ustvariti, da bo pri branju to isto enako. In igrivi pristopi, različni pristopi, lahko se vživimo, merimo, poistovetimo z junaki, skupaj beremo, pa spoznavajo se med seboj. To je vse tisto, kar so oni navajali, jaz sem samo oblikovala v možnosti, v priložnosti. Gradivo, kjer iščejo luknje, raziskujejo, je neka akcija, napetost, radi imajo kvize, radi si organizirajo tudi neke preizkušnje. Jaz zdaj vidim, izkoriščam potencial, recimo velikokrat zberem kakšno skupino otrok. Rečem, povežite se, se to ves čas radi počnete. Ne? Kdo dobro riše? Ne? Kdo pripoveduje, bere? Ne? Kdo obvlada računalniški program? Dobro, naredite neko medijsko predelavo. Ne? To izredno radi počnejo. Ne? In želela sem v bistvu, da ne navajam teh vseh dajo, enostavno tisto, kar je meni slabo, ko oni omenjajo, da jim je dobro, postaviti kot neko izhodišče in graditi na tem. In jaz mislim, da je to poglavitna vloga in da je to tisto poslanstvo moje, ki ga v razredu vedno počnem in mi prvič ni nikoli dolgčas. Vedno je zanimivo in upam si vedno kreirati torej nekaj novega, čeprav je včasih res na začetku kar neki. Pa po pravici povedano, včasih tudi izpade kaj kar neki. Kljub mojemu entuziazmu, kako bom pa jaz zdaj, ne vem, naredila, pa poskusimo narediti, recimo tale na podlagi aplikacije računalniške Ludo, ko igraš človek Knezise, pa se v bistvu pogovarjaš potem tako neformalno, se je meni zdelo, no kaj pa če bi tudi poskusila, pa smo presali enkrat igre, jaz smo nekaj bomo igrali človek Knezise, tako ko gremo po kinu v McDonald's, pa se pogovarjamo v filmu, zakaj ne bi igrali človek Knezise, pa v bistvu se pogovarjali o prebranem, ne vem, odlomku. Mislim, vse je dobro izpadlo, samo izpadlo je dobro samo za res dobre bralce. Ker oni so znali potem med kocko, so tudi že dobro, zdaj jaz zmagujem, dej ti postav njemu 3 vprašanja, jaz pa mečem. In je bilo tako vedno neka akcija, neka interakcija, neka pustolovščina, ampak res za tiste samo boljše, tako da velikokrat izpade tudi kaj kar neki. Predvsem, torej, če bi vse na čemer bi tarila, kakšni so in kakšen je čas, zakaj je temu tako, da nič ne berejo, so res zame, zdaj pa je, se pravi, čujem, jaz krive. Skratka, zame vedno bralni dogodki, tako ni taki trikotniki, jaz rečem, bralni trikotniki, no, da iščem
Torej ta stičišča, kjer se lahko skratka, bralni trikotniki, kjer se lahko srečamo, torej, in včasih je stranica, ne, tako kot jih učim, recimo, ko pišejo svoje pustolovščine, svoje zgodbe, ne, ja, lahko dolgo časa zapletaš, ne, pa potem na kratko razpletaš, ali pa ravno obratno, ne, in včasih je tega mojega vložka seveda več, njihovega manj, ne, ampak zelo pomembno mi je to, kar sem narisala čisto matematično, ne, kot presečišče, da se nekje srečamo in da tam razvijamo na podlagi njihovih izkušenj, moje motivacije, želje, kaj želim, ko nekaj preberemo, da lahko nekje nadaljujemo kreativno. Ne, ta zelen klobuk in ta kreativnost mi je vedno pomembna. Ne. Če se navežem na 3 knjige, za katere sem se izredno rada igrala, ne, in poskušala iskati neka, bom rekla, stičišča. Prva je Sebastiana Flegla Deček Brin na domačem kolišču. Jaz sem jih tako nanizala po velikosti, zato ker je ta prva za 4. in 5. razred, ne, vsaj po izboru za Cankarjevo tekmovanje je bilo tako, čeprav jaz, na primer, ko učim pisati razlagalni spis, berem po metodi dolgega branja tudi Dečka Brina na domačem kolišču, ne, ker je doživet, ker je pustolovski, ker se radi odmaknejo ta zgodovinski čas, ker otroci ga imajo izredno radi. Ne, večja, ko je ta dalja, več, ko je te pustolovščine, ne, več stičišč najdejo, zato ker je taka pristna. Ne. Jaz velikokrat povem tudi en tak primer tudi njim, da me ne bojo okrog prinesla, ne, da je pa taka pustolovščina računalniških igricah. Spomnim se, ko smo bili enkrat na taboru in na Muri in smo res nekaj slabo veslali, morali bi v enem skupaj s kapitanom, ne, dajmo veslati, da bomo prišli na nabrežino, dajmo, otroci se nekaj zafrkavali, ne, in nas je malo naprej potegnilo, ne, in je rekel, jaz sem se ustrašila, kaj pa bo zdaj, ne, pa se Mura je taka mirna in sploh ni nobenih brzic, ne, ampak je rekel, nič hudega, malo nižje bomo parkirali, ne. No, in ko smo mi tam parkirali, ne, seveda je do takrat, ko smo parkirali, bila največja dogodivščina to, da smo seveda zgrešili, ne, napaka. Potem sem pa rekla, nič, verjetno bomo morali kar tle ostati, ne. In so začeli potem tam sekati, lomastiti in so si začeli neki bunker delati in ko je kombi potem prišel po nas, nihče ni hotel domov. Zato jaz verjamem, ne, v to pustolovščino, zato želimo verjeti v to, da tudi v knjigah se jih te pustolovščine dotaknejo, niso kar neki, ne. In naša naloga mentorjev, torej branja, pa je zagotovo ta, da samo to še poglabljamo, ne. Ali na straneh, kjer so opisani te doživljaji ali pa te pustolovščine, ali pa potem v bralnih dogodkih. Pobeg, 6., 7. razred, seveda tudi v nadaljevanju bom prikazala, kako vedno naredim, ker vedno gradiva delam na en in isti način. Zato me vedno znova preseneti, ko me založbe pokličejo, Anita bi napisala gradivo, ampak a ni vse na en in isti mušter narejeno, ne, a ni že dolgočasno. In pa potem preživetje, ne, za 8. in 9. Zdelo se mi je zanimivo tudi, ker se tako rada vedno igram kreativno, vse kava na 4 pa 5, ne. Ma te še imamo, ne, te imamo na domačem kolišču, ne. 6, 7 nam znajo pobegniti hitro, ne. Mi zdi, da je to najbolj občutljivo obdobje za zadržati branja, ne. Ja, 8 pa 9 bi pa znalo biti že kar, da se je treba boriti, da branje preživi. Ne, je meni osebno in tudi mislim, da tako najtežje. Ja, vedno, kadar pripravljam gradivo, se pravi čisto konkretno, ne. Tako, kot sem že povedala, pa se ne ponavljam, zato ker nimam kaj drugega povedati, ampak mi je res vredno in pomembno, vedno poskušam z vsemi izkušnjami, ki jih imam, pogledati, torej, kdo z bralnimi izkušnjami, torej, kdo je ta literarna oseba, ne, kakšna je, kaj prinaša, kakšne možnosti mi odpira, da si predstavljam, da kaj je tisto, kar bo odprlo ali pa se bo dotaknilo tudi mladega bralca, ki ga, recimo, da si upam trditi, poznam, glede na to, da 25 let, ne, v večini mesecev preživljam čas z njimi. Ne. Vedno jih nagovarjam in iščem in vedno tudi rečem, dajmo se učiti od boljših. Boljši so pisatelji. Jaz to vedno rečem. Boljši od nas tukaj so samo oni. Ne? Potem, ne po tej teoriji, ne, za 5 zna Bog, za 4 znam jaz, mogoče kdo za 3 in tako, ampak potem sem že jaz na vrsti. Ne?
Ampak zakaj jaz? Zato, ker recimo, da znam videti tisto vrednost, ki jo morda vi ne vidite, pa malce nečimrno sicer, ampak si upam trditi, da vas znam pripeljati, da boste tudi vi, ker bomo skupaj oponašali, včasih si sposoben prav izraz, dajmo jih fejkati, rečem. Dajmo jih, dobri so. Da boste tudi vi približali se temu načinu pisanja, dajmo se učiti od boljših. In zato vedno poiščem ene močne besede. Meni je tako vedno, že ko berem, rečem wow, jaz se temu čudim in učim jih, da se čudijo oni. Torej, z svojo bralno izkušnjo, s vodenim načrtnim pogovorom ali pa nalogami, iščem, da bodo oni, kako jih pripeljati tja, da bodo odkrivali to, kar odkrivam jaz. Vedno so to povedi, vedno je to slog pisanja. In meni je veliko veselje, da prepoznavajo otroci slog pisanja. In včasih jim rečem, kaj bi raje videli, da bi povedali dobro zgodbo, ki se vam je včeraj zgodila na slab način, ali pa bi v bistvu obratno, ali pa da bi nekaj, kar je pravzaprav, ne vem, nič posebnega, ampak bi znali pa dobro povedati. In ja, absolutno bi znali radi dobro pripovedovati. Radi bi, kljub temu, da ne radi berajo, bi znali, tisti, ki ne radi berajo, bi radi znali dobro pripovedovati. In tukaj jih dobiš in rečeš, se pač trening, koliko ur treninga posvetiš brcanju žoge, slučajno nogomet, igranju tenisa, karkoli. Če bi toliko časa posvetil branju in želel biti boljši bralec, ti bi bil na olimpijskih igrah branja. Pa me poglejte zdaj. Jaz vedno rečem, kaj zdaj, kje stičišče tega mladega človečka, kakor jim jaz prav hecu rada vedno rečem, človečki, in pa deček Brin. Ta borba, ta rast. In rečem, kje si ti v primerjavi z njima, pa me poglejte zdaj, tako je bilo tudi naslov didaktičnega gradiva. In poskušaš potem, da se seveda poistovetijo, zdaj premalo časa je, gradivo je narejeno tako, da se je meni zdelo tudi izredno doživeto, da tako kot je Brin potoval z drevakom, potujem tudi jaz po njihovih mislih, občutkih in jih izzivam. Pa še to bi rada poudarila. V gradivu je vedno nešteto vprašanj. Počasih mi doreče, pa kako se ti, Anita, to spomniš? Vem, da sva z Igorjem v eni izmed knjižic, ko smo predstavljali knjigo, mi je bilo tako zanimivo, to vedno otrokom povem. Zakaj, veš, kaj ti pisatelj reče, sploh nisem pomislil, na kaj si ti pomislila. Koliko je še stvari, na kar pomislijo otroci. In to je meni čarovnija. To je čarovnija in meni je neizredna vrednost to, da imam jaz to čast in jaz to njim povem. Jaz sem se jim v ponedeljek zahvalila za te njihove odgovore, zakaj raje igrajo igrico, kakor pa berajo, tako kot ten slogan, mislim, da je od ene večje trgovine. Vaše mnenje nam veliko pomeni. Meni je to, ko se oni odzivajo, ta povratna informacija, da si želijo biti boljši igralci igric, spremenimo, da si želijo biti boljši bralci. Izrednega pomena. Zdaj, če grem naprej v naslednjo, torej, sem spustila jo, pobeg, to sem še želela povedati, se opravičujem. Kako si ti izmisliš vse to? Glejte, tole je bila enkrat zelo na hitro, tole so naslovi didaktičnega gradiva, samo obarvala sem jim besede in sem rekla, napište mi nekaj o tem. Napište mi nekaj o Brinovem domu, Brinovem svetu, stricu v oblaku, vrhu zelenega griča, ribolovu kot pustolovščini in sonce, ki je malce metaforično, gremo k soncu. Torej, veliko, je ta trikotnik, ko je moj vložek majhen, res pa je, da je vredno otroke trenirati v fokusu, trenirati v delovnih navadah, trenirati o osredotočenem branju. To ni samoumevno. Ne moramo kar priti radi reči, glejte, takole boste naredila. Vedno se je vredno potruditi, vztrajati in, kot sem prej napisala, zame je pustolovščina bralni dogodek. Preživetje, mislim, da bom morala preskočiti, pa ne rabim, bom pohitela s pobegom, ker je simpatično. Izredno ga imajo radi.
to Daljo v tem času odmakne nam, ko jim jaz vedno rečem, ne, a ste literarno zgodovinsko čitanko boste brali zato, da boste izvedli dejstva. To smo že prej slišali, a ne, ko nam je to lepo povedala Dragica. Fakt, dejstvo. Ne? Ampak rečem, a ni zanimivo, a ne? Kako in v čem se avtor zgodbe odmakne in če sploh se odmakne, ali se mi kar prepustimo in sploh še razmišljate o teh zgodovinskih dejstvih ali ne. Seveda rečejo ne, ker zgodba potegne, ker zgodba vleče. A ne? In upala bi si trditi zaradi dela izkušenj z njimi, da je Dalja njim izredno, dlje kot je, bolj zanimivo jim je, in pustolovščina je zgolj zato, ker spoznavajo en ta svet, ki je njim po zgodovinskih faktih pač seveda drugačen in ga spoznavajo kot zanimivega na drug način. Se pravi, vse je nekako malce zavito, a ne, in padajo enostavno v zgodbo. Tekmujejo. Ne. Pri tej knjigi vem, da je bilo izredno veliko, nič jih ni bilo težko nagovoriti, ne. Dajte se primerjati, dajte tekmovati. Ne. Fantje s temi fantovskimi liki, a ne. Punce s to empatijo, sočutjem, mile recimo. Tukaj so bili karakterji, a ne, res tako močni, da verjamem, da bi rekli, ne, zlahka se vživiš v karakter. Ne. Evo, pa smo v igrci. A ne. In bolj ko poglabljam, potem jaz take zadeve, da jih z vprašanji enostavno vodim in da poskušam izzvati v njih vse misli in občutke z namenom seveda, da se nekje srečamo, da lahko o knjigi govorimo, se mi zdi potem takem izrednega pomena. Lahko tudi, jaz zelo rada delam, morda še to, no, jaz zelo rada, včasih mi kakšni kolegi rečejo, ne, ni to prezahtevno. Ne. Moje izkušnje kažejo na to, da si otroci želijo poglobljenih debat, ne. Da morajo biti izzvani, je pa res, da delijo ta svoj notranji svet z nami. A ne. In včasih je to stičišče težko najti. A ne. In tem je spet pustolovščina za mentorje branja. A ne. Torej pobeg v kreativnost, zelo velikokrat, a ne, kaj lahko naredimo po tej zgodbi, a ne. Zato, da ustvarjamo nekaj drugačnega, nekaj novega, da oni postanejo, sobujejo čevlje ali besednega umetnika ali pa kogarkoli drugega. Ne. Še na koncu preživetje. Ja, tukaj sem pa res izhajala iz igrice. Moje prvo sodelovanje z založbo Miš je bilo, ko sem pisala gradivo za Avtobus ob 3. In takrat si res rekla, Anita, katero igrico lahko izkoristiš, da bi se igrali. In mi smo ravno na Taboru in so se igrali to znano Flašo resnice. Ne. In to je bilo pol, ko bi morala že spati, sem jih tam slišala nekje na balkonu, malo presluhala, ne, ker sem tudi jaz taka nabrita, ne, tako kot oni. In pa je poslušala vse, kaj me zanima, kaj bodo izzivi, ne, ali pa kakšne vprašanja bodo si drugemu dajali. In v tistem imenu, zakaj pa ne bi naredila, ne, igro Resnica ali pa izziv, in jih oblikovala kot kartice. Resnica so tiste vprašanja, ki se vežejo na bralno razumevanje, tisti se malo upirajo včasih, ne? Izzivi so pa tisti, ko se morajo oni izzvati, tako kot so v igrici, tisto, kar so prej oni omenili. Ne? In to imajo izredno radi. Ne? In tudi v tej knjigi Preživetje, ne, so bili velikokrat izzvani in samo preživetje v tej zgodbi, meni so rekli, pa kaj je zdaj to? Ne? A je to pustolovščina, ali že malo namigujejo na ljubezenski tam, ko je bila en čas, ko smo ga brali kot metodo dolgega branja, ne. Pol je bila pa kar kriminalka, ne. Jaz sem rekla, to je ta boljša igrica, ne. Vse imaš v eni zgodbi, a ne. Ja, če končam, jaz si želim, tako kot sem povedala, ali pa saj želim verjeti, da se tale naš Tetris zloži, a ne, kot stičišče, predvsem pa si želim, da bi verjeli, da verjamo, ali pa bi saj želeli verjeti, da imamo to, tako kot rečejo oni, no, da imamo to igro dobljeno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za krasno predstavitev, ob kateri se je, tako sem prepričan, marsikdo izmed prisotnih, sodelujočih tudi prepoznal oziroma jo preslikal na svojo situacijo. Seveda spet priložnost za vprašanje je odprta. Naj pa jaz začnem z enim. In sicer me
če to pride do vas, me zanima, kakšna je potem žetev teh vaših skrbno premišljenih prizadevanj, potem ko enkrat učenci zapustijo vaše naročje, če to pride do vas, kot rečeno. Ja, jaz vedno rečem, da veliko raje delujem kot žanjem, ampak žanjem v tem smislu, da se bo to zdaj res malce nečimrno slišalo, ampak si bom vseeno dovolila, se če ne hvalimo sebe, kdo nas pa bo. Mislim, sliši se, ko rečejo, da jim je zanimivo, da je pestro, da je drugače delati in tisto, kar pride včasih tudi recimo od staršev kakšni izdelki, ko pridejo pa rečejo, ne morem verjeti, da je to moj otrok naredil. Ker tudi mene presenetijo, da so te izdelki ali pa predvsem ta užitek, sej v bistvu, če smo čisto iskreni, če je igra kvalitetna, zakaj pa ne bi ostali na ravni igre? Sej niso igrca nič slabega. Slabo je tisto, kar takrat, ko igramo to igrco, je lahko slabo. Sama igra ni nič slabega in ja, vračajo se in povejo in vidiš, kdaj navdušenja, ki preraste, recimo tudi kakšen tak izdelek, da potem še kasneje, kdaj se kdo vrne, pa pride pa reče, a bi lahko prebrali to, jaz sem pa nekaj napisal, ali pa jih vidiš, da so na enem področju neki kreativci, pa točno veš, da si imel malo prst zraven, da si majčkeno ti tudi naredil te ljudi v boljše ali bralce ali pa v ustvarjalce. Kot rečeno, priložnost za vprašanja, ena roka je dvignjena. Hvala, tole moram obnoviti za vse, ki jih spremljajo doma. Torej, odgovor je bil na prejšnje vprašanje, postavljeno pri prejšnji predavateljici. Marcus Sedgwick, sem prav povedal, tako, je avtor, ki je uporabil slovenski prostor in sicer Piran v enem svojem mladinskem delu, Poljub smrti. Tako. Zdaj pa, če se vrnemo na predavanje, ki smo ga pravkar slišali, se je porodilo še kakšno vprašanje. Če preverim splet, je samo ena pohvala, super predavanje in zahvala. Še kdo? Sicer se lahko zahvalimo še z aplavzom, še enkrat predavateljici Aniti Drnovšek. Hvala lepa.